Danes pa vam bom decembrsko večerjo pripravila sama. Kljub temu, da že dolgo in veliko kuham, je bilo kuhanje pred kamero tudi zame poseben izziv. No, kuhinjo, v kateri bodo v naslednjem letu kuhali tudi drugi znani Slovenci, so nam svetovali v salonu kuhinj Gros Novak. Lepo pozdravljeni! V tejle kuhinji bo v prihodnjem letu svoje zdrave jedi kuhalo veliko znanih Slovencev. Prav pa je, da jo otvorim sama. Torej, danes vam bom pripravila eno tako decembrsko pojedino. Upam, da boste z njo zadovoljni. In ker se nam vedno mudi, sem že začela. Voda se mi greje, zdajle jo samo še osolim s himalajsko soljo. Dosolimo vedno še lahko. Takole za predjed sem si danes zamislila sveže testenine. To pa zato, ker so tako enostavno za pripraviti. Samo 2 minutke in jed je gotova. Izbrala sem pa špinačne in sveže testenine s 4 siri. Kuhala jih bom kar skupaj, saj se oboje kuhajo samo 2 minutki. V tejle posodi gre res hitro. Še pokrijemo in 2 minutki počakamo. In medtem si hitro pogrejemo tole omakico, da ne izgubljamo časa. Če nimamo svežega paradajza, seveda izberemo tistega, ki je pripravljen čim bolj ekološko oziroma popolnoma ekološko. Seveda bomo tole omakico še majčkeno izboljšali z bio začimbami. Peteršilj paše povsod in dodamo še malce origana, ki tudi paše na paradižnikove jedi. In ta čas so naše testenine že gotove. Ugasnemo, takole še malce jih odcedim. Seveda je tale predjed čisto zadosti tudi za kosilo. Samo še eno solato dodamo in kosilo je gotovo. Takole smo rekli, da damo na prvo omako. So še celi paradižniki. No, na tale krožnik bomo pa, kot smo rekli, naribali kozji sir. Kozji sir je res zelo zdrav. Dodamo še eno ali 2 žlički domače kisle smetane. Takole predjed. Ampak meni še nekaj manjka. Olive. Jaz bi jih dala na tale krožnik. Za današnjo predjed sem porabila točno 3 minute. Zdaj pa moram izbrati, kaj bom naredila za prilogo. Meni je najljubša kvinoja, danes bo to bela kvinoja, pa še polento. Recimo, da bosta 2 prilogi. Za kvinojo mogoče veste, ali pa tudi ne, da jo je treba zelo dobro sprati. Sicer pa je res to zdrava priloga, hitro narejena. Če ji dodamo še kakšne začimbice ali zelenjavo, je pa sploh odlična. Kvinojo skuhamo tako, da ji dodamo 2-krat toliko vode, kolikor je kvinoje. Osolimo. Lahko bi dodali še kakšen kanček olja, ampak jaz ga rajši dodam na koncu. Takole pokrijemo. No, meni bo danes pri kuhanju pomagal tale žvižgač. To pa zato, da bom lahko v miru pripravila polento. Aha, žvižgaček. Zmanjšamo ogenj in naša kvinoja se kuha naprej.
Kadar zbiram polento, mi je tudi zelo pomembno, da je koruza iz ekološke pridelave. Saj vemo, kako se sicer koruza škropi in šprica. Tole je taka polenta in jaz jo bom polovičko skuhala za današnjo prilogo. Odmerila sem že vode, tako kot piše na vrečki. Takole, mislim, da je polovica, še malo. Pomešamo. Tole polento pa bom danes začinila z mešanico začimb in soljo. Diši odlično. Pokrijemo, vsak čas bomo zmanjšali ogenj in čez 10 minut bo naša polenta tudi pripravljena. Medtem ko se obe prilogi kuhata, pa je čas, da mi gremo hitro naprej. Zdaj pa moj najljubši del, zelenjava. Zelenjava ne sme manjkati pri nobenem obroku. Če se le da, naj bo z domačega vrta ali pa zdaj z kakšne ekološke trgovine. Vsekakor pa vsako zelenjavo zelo dobro operemo. Še koromač. Koromač lahko samo skuhate ali pa ga popečete na olivnem oljčku ali kokosovi maščobi. Še korenček za barve in za vitamin A. Takole brokoli in cvetačko bomo narezali na tele cvetove. Cvetačo tudi. Uporabimo jo polovico. Ostala pride na vrsto jutri. Kadar delamo kakšne jedi iz zelenjave, je fino, da malce pogledamo tudi na barve, da so zastopane najrazličnejše zelena, oranžna, rdeča. Koromač ima poseben okus in tudi zelo zdrave. Takole. Našo zelenjavo bomo skuhali v tejle posodi. Seveda bomo dodali še korenček, ki ga narahlo strgamo. Hokaido bučka, ki tudi ne sme manjkati zdaj v jesenskem času v naših zelenjavnih jedeh. Odličnega okusa je, o zdravju pa sploh ne bomo razglabljali. Ko režemo hokaido bučko, moramo paziti, da se ne urežemo, ker je trda, ampak to odtehta njen odličen okus. In še zadnji del. V teh posodah bi lahko kuhali čisto brez vode, ampak jaz jo bom malce dodala, da se bo malce dušilo. Seveda brez mojega biopeteršilčka ne gre. Zdajle, ko ga nimam na vrtu, si pomagam s tem sušenim. Res diši. To je to. Samo še pokrijemo in damo kuhati oziroma dušiti. Ja, hitro nam gre danes. Medtem sta se skuhali že polenta in kvinoja, pa jih bomo kar prestavili v naše posodice, kjer bosta počakali na goste. Najprej polento. In polento pokapamo z olivnim oljčkom. Hladno stiskano grško olivno olje in polenta, odlična kombinacija. Pa še kvinojo.
damo posodico. In na kvinojo sama dodam še italijanske začimbice. Preden gremo naprej, pa je prav, da malce pospravimo. Pri nas že dolgo let ločujemo odpadke in tole gre naravnost v organko. No in tale organko za nas dela odlično gnojilo. Samo od sebe. Posodo damo v pomivalni stroj.